Spoštovani župan, spoštovane svetnice in svetniki, cenjeni gostje, spoštovani odbojkarji in trenerji ter predsednik odbojkarskega kluba Fužinar Simetal Ravne. Današnja sreda bo ostala vsem, ki smo z vami z veseljem spremljali na odbojkarskem igrišču v akciji in boju v posebnem spominu. Zgodovinski moment je, da ste zbrani z nami trikratni zmagovalci svojih kategorij, enega kluba, enega naših najljubših športov odbojke. O najboljših odbojkarjih se že dolgo ne sprašuje več, odkot prihajajo. Ravne na Koroškem so metropola odbojke. Naši najboljši odbojkarji, med njimi tudi vi, pa naš največji ponos. Spomnimo, letošnje leto je Fužinar razveseljal iz kroga v krog. Prav neverjeten pa je izkupiček izjemno bogate zgodovinske sezone. Po mali odbojki in kadetih so si zadnjo soboto v maju naslov državnega prvaka priborili še starejši dečki. Če k temu prištejemo še 4. mesto mladinske ekipe ter seveda uspeh članske ekipe, ki se je zagotovila obstanek v prvi ligi, je ta sezona za odbojkarje Fužinarja res izjemna, za kar se zaslužijo vse čestitke. To je tudi razlog, da smo danes skupaj. Preden nadaljujemo, pa si privoščimo kratek glasbeni predah. Za slednjega bo poskrbel odličen 10-letni kitarist, učenec 4. letnika glasbene šole Ravne, Gregec Pestrl. Njegov talent dokazujejo med drugimi tudi mednarodna priznanja, letos je na tekmovanju Dnevi kitare Krško 2023 prejel zlato priznanje. Njegov mentor je Andrej Ofak. Zaigral nam bo Gregec Pestrl. Odbojkarski klub Fužinar Simetal Ravne je sinonim za športni uspeh, ki združuje mnoge deležnike, ki jih povezuje isti cilj in dobro delo posameznika. Starejši dečki Fužinarja so pod vodstvom trenerja Mitje Ježa in pomočnika Blaža Libnika skozi celotno sezono dokazovali, da gre za res izjemno generacijo fantov, saj je za njimi že druga zaporedna sezona brez poraza, ki so jo zaključili brez izgubljenega niza. Slavili so na neverjetnih 43 zaporednih tekmah in tako ponovili uspeh iz lanske sezone z drugim zaporednim naslovom državnih prvakov. Tudi mlajše kategorije odbojkarskega kluba Fužinar so v letošnjem letu naravnost blestele. Mladinci so v finalu zaključili na nehvaležnem, a odličnem 4. mestu, kar dve kategoriji pa sta v klubske vitrine pospravili 2 nova naslova državnih prvakov.
v mali odbojki U13 pod vodstvom trenerja Ožbeja Zmagaja in tudi kadeti U17 pod vodstvom trenerja Mitje Ježa ter njegovega pomočnika Blaža Libnika. Poleg številnih navijačev na finalni tekmi sta Fužinarjeve igralce spodbujala tudi članska državna reprezentanta, kapetan Tine Urnavt in Miha Fink, oba otroka Fužinarja. Čestitamo vsem ekipam za naduspešno zaključeno sezono ter se zahvaljujemo vsem, ki ste k temu uspehu prispevali. Sledi še ena glasbena točka mladega kitarista, ki bo ime Raven ponesel po svetu svojo glasbo. Gregec Peserl. Hvala, Gregec, in veliko uspeha še naprej. Odbojka je na Ravnah na Koroškem eden najbolj priljubljenih športov. Kljub temu, da gre za moštveni šport, je prav vsak posameznik v svoji coni izjemno pomemben in njegova vloga nenadomestljiva. Uspeh pa lahko pride le, ko so vsi delci celote uigran sistem. Pa v tej celoti niso le igralci, trenerji, klub, temveč tudi njihovi starši, vsi podporniki, ne nazadnje z zagotavljanjem ustrezne podpore in infrastrukture tudi lokalna skupnost. In kdo so ti zlati fantje, prihodnost ravenske in slovenske odbojke? Dovolite, da vas pozdravimo poimensko. Matic Drevenšek, Nace Zmagaj, Igor Vučetič, Nejc Hribernik, Lovro Jamnik, Tevš Slatinšek, Jaka Zmagaj, Klemen Maček, Jan Ručigaj, Lenert Skudnik, Benjamin Jošt, Aljaž Abraham, Maj Juh, Ožbi Slatinšek, Vit Merkač, Tine Janko, Tevš Svenšek, Irinej Tesič, Lin Hudernik, Lovro Lozinšek, Nejc Grobelnik, Gal Grobelnik, Žiga Šuler, Tine Kamnik, Tijan Čas in Nejc Drevenšek. Poklon in pozdrav pa tudi trenerjem Mitja Jež, Blaž Libnik in Ožbej Zmagaj. Ekipa iskrene čestitke za izjemne rezultate, ki se hvalijo sami zase. Z velikim veseljem in ponosom je njihove tekme spremljal in navijal tudi župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Ružen. Župan, prosim za besedo. Ja, najlepša hvala. Lep pozdrav seveda tudi z moje strani v naši mestni hiši naše občine Ravne na Koroškem. Spoštovani odbojkarji, trikratni državni prvaki, spoštovani predsednik kluba, gospod Slatinšek, cenjeni trenerji naših klubov, naših selekcij, spoštovani občinski svetniki, drugi visoki gosti in seveda novinarji, mediji, ki boste naš uspeh ponesli danes s svojim poročanjem javnosti. Z veseljem smo vas danes tukaj povabili, da se zberemo v mestni hiši, v sejni sobi občinskega sveta,
kjer se sprejemajo seveda najpomembnejše odločitve v naši občini, da se počastimo in poklonimo torej vam, mladim igralcem odbojke, kot je že bilo rečeno, seveda prihodnosti slovenske odbojke. Na Ravnah se lahko pohvalimo, da smo eden izmed epicentrov, pomembnih epicentrov tega lepega športa, zahvaljujoč seveda mnogim odbojkašem, ki so igrali pred vami, in pa verjamem tudi, da smo prihodnost slovenske odbojke, morda tudi evropske odbojke, na podlagi seveda vašega talenta, vašega dobrega dela, vašega truda, vaše jeklene volje, ki je bila letos torej nagrajena z temi lepimi uspehi in pa tudi določene darila pridejo kasneje. Skratka, cenimo vaš trud, cenimo vaše uspehe, športne uspehe na občini. Veliko nam in so našim občanom in občankam, ki vas spremljajo, ne samo staršem, ti uspehi veliko pomenijo. Odbojkarski klub Fužinar dokazuje, da ima izredno zdrave temelje, imeti 4 tako vrhunske selekcije na vseh ravneh, seveda je izjemna popotnica za člansko ekipo, ki, kot veste, seveda igra v prvi ligi, kamor si tudi želite v člansko ekipo, in to se nam z vidika občine zdi izjemno pomemben temelj. Ni ključ v tem, da kupujemo drage igralce na članskem nivoju, ključ ta pravi, zdravi temelj je, da čim več mladih fantov, dekleta igrajo na Prevaljah, čim več mladih fantov pritegnemo torej v vaše vrste, v vrste odbojkarskega kluba Fužinar, da tukaj ustvarimo takšne pogoje, da ne samo Ravenčani, tudi drugi si želijo torej igrati odbojko na Ravnah, tukaj lahko razvijajo svoje talente, za kar gre v veliki meri čestitka strani občine, seveda trenerski ekipi, ki jo seveda zbere vodstvo kluba, kajti v trenerju je tudi seveda zelo veliko odvisno, ali znajo delati na ta način z vami, da se vi razvijate, da resno trenirate, da ne manjkate na treningih, da so dovolj strokovni, da vam razložijo seveda, kaj je pri odbojkarski tehniki, odbojkarskem športu pomembno. Tako da se res danes z vidika občine zahvaljujem seveda tudi trenerjem, staršem, ki jih sicer ni tukaj, pa vendarle seveda so pomemben del vašega uspeha, vodstvu kluba in vsem funkcionarjem, ki delajo v ozadju in so morda malo manj vidni. Na prvem mestu pa seveda je to vaš skupinski uspeh vaše ekipe, sodelovanja, tudi svoja posameznikov, ki vlečejo ponavadi time, ki vlečejo ekipe, tako da res poklon današnji mestni hiši. Tukaj sprejemamo ponavadi športnike, ki dosežejo neke vrhunske uspehe. V zadnjem času so to svoja plavalci na Ravnah, veste, da osvajajo evropske vrhove, danes pa po nekaj časa imamo to srečo in čast, da lahko gostimo tako veliko ekipo, kot je naš odbojkarski klub, kot je odbojka. Odbojka ima na Ravnah, veste, da zelo dolgo tradicijo, lahko rečemo, da je v našem DNK-ju zapisana kot železarna Ravne, odbojka na Ravnah, z seveda kapetanom slovenske reprezentance in z mnogimi drugimi, predtem tudi vaš predsednik je bil konec koncev član slovenske reprezentance in res se lahko ponašamo s to odbojko. V tem trenutku pa ste vi, torej srčika, poleg članske ekipe, srčika naše odbojke in zato, fanti, res hvala vam za vaš trud, hvala, da ste tako resni, da redno prihajate v telovadnico, da boste zdaj seveda ne boš vsake počitnice, tudi za odbojkaše pred vami, izkoristite te počitnice, kamp Tineta Urnota bo tudi, če se bodo udeležil, potem pa seveda vas čaka jesenski del, kjer računamo, da boste še naprej tako dobri talenti ste, vendar pa seveda talent ni dovolj samo, da znate skočiti visoko, da znate udariti, ampak je bistvo tudi tem, da ste resni, da resno trenirate in da seveda napredujete, kajti od svoje odbojkarski poti sigurno niste na koncu razvoja, vas čaka še veliko izzivov, še veliko skokov, še veliko blokov, skratka vse, kar v vaši igri počnete in pa seveda želimo si čim več zmag na vaši strani. Tudi poraz je del športa, tudi to je treba prenesti. Ponavadi rečejo, da je poraz bolj bogat z izkušnjami kot zmaga, tako da tudi izgubljati se je treba naučiti, se zopet pobrati in potem iti naprej to uspešno športno pot. Tako da še enkrat dobrodošli v mestni hiši občine Ravne in še enkrat velik poklon in čestitka vašemu uspehu. Hvala. Za nekaj besed prosim tudi predsednika kluba OK Fužinar Simetal Ravne, gospoda Davida Slatinška. Jaz v bistvu v svojem imenu tudi pozdravljam vse zbrane danes tu in bi pač izkoristil to priliko, da se bi zahvalil gospodu županu
gospe Moniki iz našega glavnega sponzorja SI Metala, gospodu Dejanu iz športnega zavoda za vso pomoč pri delovanju kluba in mislim, da smo z temi rezultati pač dokazali, da je v bistvu, da je odbojka prvi šport na Ravnah in upam, da nam v naslednjih letih to uspe spet v bistvu vsako leto potrditi in obenem pa tudi upam na podobno ali mogoče celo še boljše sodelovanje z občino, z Metalom, z športnim zavodom. In hvala še enkrat vsem za današnji večer. Hvala. Sedaj pa bo predsednica glavnega sponzorja SI Metala Ravne, gospa Monika Žvikart, podelila simbolična darila. Nisem predsednica, no, jaz sem. Iskrene čestitke tudi v imenu SI Metala Ravne, tako mi zmeram pravimo, tudi tu vidimo, jeklena volja vam je verjetno letos pomagala, pa naj vam pomaga tudi prihodnje, ne samo pri vaši športni karieri, ampak tudi v vašem življenju nasploh. Tako da zdaj bom pa prosila za pomoč. Eno simbolično darila smo vam pripravili. Tako da, iskrene čestitke, bomo kar vsako posebej čestitke. Ekipe, razpise za ekipe. Smo se zančnili, da je 60-40, je pa kontra mega. Ali ste razprijasne? Če je pa Majda rekla, da v razpisu piše 60-40 za. Tukaj dava. Sem ga čula, da ni dava, da ni dava razmerja. Znači, Bogdan Pico Tušik mi je rekel, ali da, lanska razmerja. Ne dava lanska razmerja. Ja, mislim, da je rekel, da lahko edino razvoljavi, pa noga da. Danes sem podpisal na zemlji slov, tako da jaz upam, da bo zdaj isto. Ja. Ne, tam so tisto, kar je v lani, sem nam dolje. Ja, res, bil pač ločeno, pa smo bili skupaj zanj, da te to vkline vojne. Vsem pač tam je tega zanjeli na roke, ki se smo dobili prigodno prej, prigodno v roke. Prej, ja, ker sem zanj slišal, da drugi niso. Evo, iskrene čestitke. Čestitam. Ko so jamali, da to še zanima več. Čestitke. Manj se bilo kolaki, so tam tako vidim, da tam dolji smo. Pač ne vem. To bo bil pravilnik v Rizmi. Ja, sem to da rado zvezdi, te radi kulturo zvezdi. Bogdan po moje je, tako se zdaj je bil nam naklonjen zmer. Treba pravilnik. Pa tudi nimamo malo, tako malo otroka, imamo krne, v njih nimajo 200. Če ga res to pravilnik ima naklonjen. Sistemsko tako reči. Ja. Čestitke vsem ekipam in hvala za te izjemne rezultate, ki pišejo športno zgodovino. Hvala tudi za vaš čas. Vam, spoštovani odbojkarji, pa še veliko športnih zmag in osebnih uspehov. Sedaj pa je čas za slavnostno torto. Ne vem, če ne prešli. A meni je... A malo mesec? Ja, razgovore. Ne, samo misliti, stvar,
Kje sem slišali? Kako si mislila zdaj slikali? Zdaj boš šla na bolj tako. Smešno. Živina! A lahko še... Ne imamo mikrofon čisto pred sabo. Rekli, da to ne zgleda. To zgleda kako neka zagledati. Ko smo gledali. To je tako bolj poporočna torta. Se morate za roke priti. Na novo je zmaga, ja. Bravo. Zvočnik ste dobro. Frizvočnik, let's go.